Zakaj? Zato, ker pač živimo v živem okolju, v naravi, in v naravi so prisotne bakterije, virusi, tudi mi jih vnašamo, tudi bolni gremo kdaj v bazen, tudi če ne vemo. In mora biti voda tako pripravljena, da v bistvu takoj napade te patogene. To pomeni, recimo, če gremo zdaj na javne bazene, ker je tukaj to bolj regulirano, v javnih bazenih v Sloveniji se mora voda pripravljati s klorom. Oziroma so določena merila, kateri mora dezinfekcijsko sredstvo zadoščati, in ko to vse vzameš v obzir, ti ostane samo še klor. Ali pa brom bi lahko bil. To se pravi, klor doziramo do te mere, da ga imamo tudi potem, ko je že zreagiral z določenimi snovmi, da ga imamo še vedno v presežku. Se pravi, ta presežek, temu rečemo prosti klor. Mi smo zdozirali, ne vem, bom rekel zdaj kilo klora v bazen, od tega se je pol kile porabili, da je pač zreagirali z organiko in tako naprej, so nastali drugi produkti, pol kile ga pa na celem tem volumnu ostane na voljo neporabljenega v obliki hipokloraste kisline. In to je ta klor, prosti klor, je tisti, ki vrši dezinfekcijo vsakič, ko nekdo pride noter pa bo kihnil svoje bacile, bo ta klor takoj tam lokalno to napadel. In so določena merila, v kolikem času mora pobiti 99,9% vseh patogenov, bakterij in tako naprej. Tako da se pravi, da vodo dezinficiramo, imamo pa zdaj